Živjo, kakšen lep dan, 28. februar, približno 14 stopinj Celzija. Današnjo furo bom izkoristil za neusmiljen test aplikacije Strava. Meni manjka 50 km do letošnjih 800, zato jih grem iskat v Dobler. Konkreten test sem izbral vožnjo ob Soči do Doblerja in nazaj. Ta proga je še posebej zahtevna zato, ker ima na eni strani pobočje Sabotina, ki se dviguje do 600 metrov, na drugi strani pa strugo reke Soče, ki teče na nadmorski višini približno 50 metrov. Map My Ride meni na tej progi do Doblerja in nazaj zračuna več kot 1000 višinskih metrov, kar pa vem, da ne more biti res. Zdaj sem si naložil aplikacijo Strava, danes jo uporabljam drugič in me zanima, kako bo se obnesla, koliko višinskih metrov bo namerila in pa kako se bojo nasplošno ujemali podatki z aplikacijo Map My Ride, ki jo bom narisal ročno. To bom vse videl. Na koncu doma bom zrisal progo Map My Ride in primerjal s progo, ki jo bo kreirala aplikacija Strava in vse skupaj probal na hitro oceniti. Obrežje reke Soče je še posebej neugodno za signal GPS, ker je poraščeno z drevesi, ovinkasto, rahlo valovito. Poleg tega ima pa vmes še 2-kilometrsko tovarno v Anhovem, kjer je ogromno ravnih površin, kjer se signal lahko odbija. 6krat bom prečkal reko Sočo, tako da vidim, če bo prišlo tam do kakšnega skoka signala, še posebej v Solkanu, kjer je višina mostu 60 metrov nad gladino reke. Dol po strugi Soče tudi piha prijeten severnik, nekje tam do 15 na uro, tako da bom imel za nazaj dol grede zelo lepo vožnjo. Jaz danes ne mislim podirati nobenih rekordov, gre za tako povsem povprečno vožnjo, nekje na 3/4 moči, tako lepo prijetno nedeljsko razpeljevanje. Gre pa za enega najlepših ambientov na samem robu Nove Gorice, še posebej odkar imamo kolesarsko stezo, ki je povsem ločena od glavne Soške ceste, ki je zelo prometna in nevarna. Tale kanal ob Soči je zelo slikovit, verjetno eden najbolj slikovitih krajev ob Soči. Z tega mosta tudi vsako leto skačejo, mislim, da je okrog 17 metrov višine, preverite na internetu. Jaz imam na svojem kolesu samo en navaden števc Sigma, ki kaže hitrost, povprečno hitrost, razdaljo in uro. Zato vse proge ročno narišem v aplikaciji Map My Ride. Zelo dobro meri višinske metre in tudi pravilno kategorizira klance. Pri risanju proge ob Soči pa pride do tega problema, da že zelo majhno odstopanje levo ali desno povzroči zelo velik skok v višinski razliki. Problem se pokaže tudi, če grem ob morju, ob pečinah do Trsta. Tam je tudi zelo strma obala in skače GPS levo-desno tudi po 100 metrov višinske razlike naenkrat. Ne vse odvisno samo od aplikacije Strava, ampak tudi od mojega telefona. Uporabljam en starejši Samsung A9 in seveda je GPS meritev povsem odvisna od njegove antene. Razen če ima Strava kakšno pametno logiko, s katero zna prilepiti določene GPS točke na dejanske ceste, oziroma če zna zračunati s pomočjo kakšnih povprečij dejansko pot, da ne bezlja levo in desno. Pa sem v Doblerju, približno 27 km je za mano, zdaj sem točno na pol poti in grem nazaj v Novo Gorico. Map My Ride na telefonu ne uporabljam zato, ker spije preveč baterije, oziroma uporabljam jo samo, kadar sem na kakšnem neznanem terenu, zato da se mi ni treba zapomniti proge, po kateri se vozim. Lani sem jo recimo uporabljal na dopustu v Prekmurju in na obali, sicer jo pa ne koristim, vse narišem ročno. V zadnjem času sem videl, da je tudi aplikacija Map My Ride nekako posodobljena, zato me tudi z tega vidika zanima, če bojo kakšne spremembe, ko bom progo narisal. Ena pomembna razlika, ki sem jo opazil takoj, je ta, da aplikacija Map My Ride na telefonu nima funkcije autopause.
tako da vsakeč, ko se ustaviš, moraš ročno stiskati pauzo, potem pozabiš stisniti nazaj snemanje, ko spelješ in take fore. To pri Stravi mi je bilo res tako všeč, da ona sama ugotovi, kdaj se voziš in kdaj si pri miru. Druga njena prednost je ta, ki sem jo opazil po prvi uporabi, da porabi vsaj 2-krat manj baterije. Nisem pa najdel v Stravi na telefonu opcije, da bi dodal novo kolo med opremo. To sem potem naredil na računalniku. Ja, tako izgleda en kos cevi za elektrarno. Zdaj, moj kolesarski števec šteje čas samo takrat, ko se premikam, tako da na podlagi tega zračuna tudi hitrost in povprečno hitrost, ki predstavlja neto vožnjo. Zdaj pri Stravi ne vem točno, kako dela tista njena avtopauza, pač zaupam razvijalcem, da so določili neke normalne parametre. Gledalce bi pa prosil, če ima kdo zrisano to soško progo še skiro tretjo aplikacijo, kakšen Garmin ali kaj pa vem, Polar, Sunto, da mi mogoče napiše v komentar, kakšna je dejansko višinska razlika oziroma kakšna odstopanja mu našteje. Zdaj sem pa že za računalnikom, tle imam vnešeno progo v aplikacijo Map My Ride, 53 km 670 in ko sem rekel, on naračuna 1277 višinskih metrov, kar pa vemo, da ne more na tej progi biti. Predvsem v tem delu, kjer teče proga ob reki Soči in ob tem strmem pobočju. Vidim, da je višinski profil zelo nažagan in za nazaj grede enako, kar sigurno povzroči te silne višinske metre. Malo mi je sporna ta maksimalna višina 246, ker ne vem, od kje pride. Če gledam urejevalnik te iste proge, višina nikjer ne pride čez 200 metrov. Komplet višinski profil je pod 200, tako da ne vem, od kje mu ta podatek. Čeprav tle, ko gledam 246, naj bi bilo na 25 km poti v Avčah. Avče imajo glede na Wikipedijo 172 metrov višine, tako da manjka skoraj 60-70 metrov. Ok, pač to je skrivnost. Torej vse, kar je mene zmeri pri tej aplikaciji motilo, je ta višina, ki pa je sporna samo na takih relacijah, kjer je kakšno strmo pobočje, tako ko sem rekel, proti Trstu dol ob Pečinah ali pa tukaj. Zdaj, če gledamo samo progo, kako je zrisana, gre pač točno po cesti, ker ima tisto funkcijo magnet, tako da samo klikaš na kritična križišča in on potegne progo avtomatsko po cesti. Je pa res edino vprašanje, kako je skartiran ta del, ko gre ob pobočju med Sabotinom in reko Sočo. Ok, v Stravi je ta situacija bistveno bolj natančna. Jaz bi rekel, da ta 603 metre višine je zelo blizu realnosti. Če gledam višinski profil, je dosti bolj nežen, dekoč, brez tistih silovitih sprememb v višini, tako da s to višino bi bil kar zadovoljen, ker jaz, ko sem prej uporabljal Map My Ride za lastno evidenco, sem to višino zmeraj delil z 2. Tako da tle v tem segmentu moram reči, da Strava je ok. Zdaj, razlika v razdalji je 240 metrov, kar pomeni, glede na to celotno razdaljo, to je 4 promile. To ni nič. In zanimiv je ta čas tudi, ki je samo 5 sekund krajši od časa, ki ga imam na števcu. Kolesarski števc je zmeril 2:15 pa 4 sekunde. Tako da to je super, moram reči. Zdaj, če še pogledam samo progo od blizu, pa lahko vidimo pač določene razlike v GPS podatkih, ampak tukaj je tu ob pobočju, ob reki je tu zelo natančno. Vidi pa se recimo rahel cikcak, ko sem prišel do kanala. Jaz sem se ustavil na mostu, tle sem naredil 2-3 fotografije. Ne vem točno, kako dela funkcija autopauza, ampak si predstavljam, da par sekund še meri GPS, preden se aplikacija odloči, da stisne potem pauzo. In tudi odvisno je od hitrosti kolesarjenja, tam, kjer je hitrost normalna, teče GPS lepo po cesti, kjer je hitrost velika, tukaj je recimo en spust, na tem spustu kar poseka.
Ampak seveda, na koncu, če rečemo, nekje dela cikcake, nekje pokrajša, na koncu očitno naredi zelo natančno razdaljo, zelo natančno zmeri čas. Tako da moram reči, da je precej super. Aplikacija mi je porabila 15% baterije, s tem, da sem vmes naredil približno 8-9 fotografij. Poslal sem eno preko MMS-a in 2 sem objavil na Instagram. Tako da 15%, to je ok, sem bil od doma 2 uri in pol, bi rekel skoraj normalna poraba, neč kaj dosti več, kot kar ponavadi. Moram reči, da višinska razlika mi je super glede Strave, razdalja je super, časovno je super, nimam razloga, da jo ne bi uporabljal, zaenkrat je moja ocena odlična. Bom videl še na kakšni drugi progi, ampak v tem trenutku je to. Tako, to je to. Novih 50 km v evidenci, letos imam pod streho 800 km. Najlepša hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.